Ali zaznate, čutite svoje telo ali živite nekako na avtopilotu in se sploh ne zavedate, kaj počnete, ker vam je samoumevno, da pač nekaj počnete. Rutina, vse, kar počnemo, je v bistvu eno in isto. Zjutraj vstaneš in narediš to, kar moraš, greš spat in naslednji dan se ponovi ista zgodba. Danes vas izzivam z tema dvema, bom rekla, vprašanjima. Mojca z vami, Lavitas. Tako da bi rada majčkeno vas vzpodbudila, da tudi o tem začnete majčkeno razmišljati, koliko dejansko živite samega sebe in koliko v bistvu živite mimo sebe oziroma pač na avtopilotu, se pač po domač reče. Malce za v razmislek, ker se mi zdi, da res v tej naglici, v tem sodobnem svetu se dejansko izgubljamo, bom rekla, tisto pristno osebnost, ker pademo v to rutino dnevno. Zjutraj vstaneš, greš v službo, prideš domov, doma delaš stvari in potem padeš v posteljo in zopet jovo na novo naslednji dan. Se majčkeno ustavite in majčkeno razmislite o tem, kako bi bilo, če bi živeli v vsakem trenutku tukaj in zdaj. Da se sprašujete vsak trenutek, kaj čutim, kaj si resnično želim in kaj resnično potrebujem. Zelo pomembna vprašanja, ki nas vodijo do samega sebe, do v bistvu teh notranjih odgovorov. Zato je zelo pomembno v tem, bom rekla, stresnem svetu, hitrem svetu, da se ustavljamo, da enostavno zadihamo s celim telesom, da se sproščamo in s tem, ko v bistvu se ustaviš in si v tem trenutku, tukaj in zdaj, takrat v bistvu lahko šele začneš spoznavati samega sebe. Začneš spoznavati svoje potrebe, svoje želje, kdo sploh si in kam sploh želiš, v katero smer. Tako da vam res polagam na srce, dajte se ustaviti, pejte ven iz svoje rutine, ne ko neki fijakarski kon, sam greš ravno, pa zdaj moram to. To se mi zdi, da ni ravno prava energija, kamor bi želeli iti, ker ta energija nas izčrpava. Ta avtomatizem nas totalno izčrpava in v bistvu gremo proti, bom rekla, kar robotski variaciji, ker v bistvu nič sploh ne razmišljamo, ampak sam kar nikam gremo, oziroma to, kar nam je znano, to počnemo in to je to. In vsak dan eno in isto. Ne vem, feeling, recimo, sigurno ste že opazili, ko se vozite recimo v službo, da greste skozi po isti poti, in da včasih sploh ne zaznate, kdaj ste prišli do službe, ker je to že tak avtomatizem ratov, da enostavno sploh niste prisotni, ne pri vožnji, nikjer niste več prisotni, ker enostavno pač samo greste cak. Na ta način res izgubljamo tistega pristnega sebe, tisto pristno osebnost. Tako da vam predlagam, če se večkrat vprašate, kdo sploh ste. Kdo ste, kaj sploh želite, kaj hočete, kaj so vaše potrebe. Ampak tu noter, ne
to, kar je nujno, to, kar moraš, ampak to, kar si res tu srce želi. Zelo velika, globoka razlika, kako do tega pridemo, da enostavno se zavestno izklapljamo iz avtomatizma. To pomeni, da zavestno hodimo v ta trenutek tukaj in zdaj, da se začutimo v trenutku, da si prisoten v trenutku, da čutiš ta trenutek, ne da v bistvu begaš in samo to moram, ne? A si želiš ali moraš? Kdo pa je rekel, da moraš? Majčkeno drugače danes, da vas malce predramim, da greste ven iz avtomatizma, je fajn, da se ustavite, da enostavno zadihate v trenutku in da ste prisotni samo z dihanjem. Da čutite dih, da čutite vdih, da čutite zrak, kako gre v telo in iz telesa. To je trenutek zdaj, tukaj in zdaj. Sproščanje, sprostitve, zelo pomembne, da nas enostavno vržejo nazaj v tisti trenutek tukaj in zdaj. Zelo pomembno je, da se dnevno odklapljate od avtomatizma, da res greste ven in ste sami seboj. Več, ko boste sami seboj, bolj se boste spoznavali, bolj boste spoznavali svoje pristne potrebe, potrebe telesa. Da vas še to vprašam, a sploh vi slišite svoje telo, kaj potrebuje? Ali vam skozi govori, kaj morate dati telesu, kaj morate jesti? Zelo dve različni stvari. Kaj govori, pa kaj telo govori. In telesa ne moramo čutiti, če nismo res pristni, da nismo sami seboj, oziroma da ne živimo sebe. Takrat telesa ne čutiš in ga tudi slišati ne moreš. Saj slišiš, da si lačen, recimo, to še nekako slišimo, ampak preslišimo pa, kaj dejansko bi recimo telo jedlo. Jemo to, kar nam mediji prezentirajo, kar nam reklame prezentirajo. Bom rekla, kar enostavno je že tako zagnezdeno v kolektivi, tako da priješ, ne vem, pa rečeš, ok, bom en kebab ali pa neka fast food. Dajte začutiti, ko pojeste neko hrano, dajte se tisti trenutek vprašati, če je vašemu telesu ta hrana ok, če mu je sedla, če mu je v doprinos. Dajte se to začeti spraševati in dajte upoštevati svoje telo. Telo vam res vse pove. Telo vam pove, zdaj pa, če ga ne upoštevate, vam pa pove z bolečino. Zakaj je potrebna bolečina, da mi v bistvu sploh nekaj zaznamo? In to se meni zdi blazno žalostno, da mora priti do bolezni, do bolečine, da mi sploh nekaj slišimo. Da dajte malo razmisliti o tem, ker se mi zdi, da je res to zelo, zelo pomembna stvar, da gremo nazaj k samemu sebi in res tistim svojim pristnim potrebam, da gremo k naravi. Narava je del nas in mi smo del narave. Kar potrebuje naše telo, je itak v naravi. Tako da se mi pa zdi, da v tem sodobnem svetu smo se čist odcepili od narave in nas vodi ena tehnologija, ki pa ne vem, če je glih najbolj, bom rekla, zdrava. Mogoče nam pomaga do določene mere, če pa je preveč, pa mislim, da glih najbolj ne vpliva dobro na naše telo, sploh pa ne na energijo. Tako da jaz bi s tem zaključila danes, da ne bom predolga. Dajte malo razmisliti o teh stvareh.
Če želite kakršnokoli pomoč, sem vam na voljo z individualnimi svetovanji. Vse lahko si preberete na moji spletni strani www.lavitas.si. Seveda se še oglasim, do takrat pa kar pejte majčkeno v tišino, pejte vase in se spoznajte, spoznavajte sebe, spoznavajte svoje tiste pristne potrebe, ki največ veljajo, in takrat, ko boste to spoznali, boste lahko začeli graditi tudi na svojem dobrem počutju, res tistem pristnem svojem dobrem počutju in zdravju. Lepo se imejte, vse dobro vam želim in se še oglasim. Vita živjo.